Problematično je predvsem to, da mediji velikokrat svoje zaključke ali sugestije podajajo brez argumentacije kompetentnih sogovornikov. Gre torej za neka osebna razmišljanja novinarjev, ki so lahko kontaminirana z osebnimi zamerami in ne sovpadajo z absolutno resnico. Vsiljevanje določenega mnenja je malo problematično. Recimo pogosto sem tudi kritik temu, da to je zlasti na televiziji, nacionalni televiziji, ko napovedovalka v vsaki aferi tudi pove zagrožena kazen 10 do 15 let. Ne. To je res napisano v zakonu, ampak glede na konkretni primer je daleč od tega. Ampak ta misel, ta sporočilo javnosti, zlasti mladim, tistim, ki ne poznajo prava, da je zagrožena kazen 10-15 let, mu ostane v zavesti, obsojamo na 10 ali 15 let. Veliko takšnih trditev, sugestij in novinarskih sodb je bilo moč slišati ali prebrati v aferi Zahovič. Ne bi se rad spuščal v konkretizacijo primera. Rad pa bi povedal, da mediji so četrta oblast in kot vsaka oblast vedno meni, da ima več pooblastil, kot dejansko ima. In verjetno je tudi v tem primeru ista situacija. Vsakrat pove svoje mnenje in svoje predloge, ne samo novinarji, ampak oni imajo možnost. In ta možnost ima lahko škodljive posledice, če to pove nekdo, ki le ne razpolaga z vsemi informacijami, nima kompetenc, da pove. Z vidika prava povem, kot pravnik se vedno bojim povedati in reči, to je to, ampak vedno poskušam se omejiti kot vsak pravnik, če so ta dejstva. Tako da bi bolj želeli, da novinarji govorijo o dejstvih, o mnenju pa nek se oblikuje vsak sam bralec, ko pač prebere in oceni sam. Pri vsiljevanju in širjenju nekega mnenja so še posebej priljubljena družabna omrežja, kjer lahko novinarji zaradi svoje prepoznavnosti napišejo marsikaj, kar večina sledilcev prav zaradi njihove prepoznavnosti sprejme kot absolutno resnico. Tovrstnih ali napak, ali zavajanj, ali česarkoli že, pa seveda nikoli ne morete popolnoma odpraviti in gotovo, da seveda recimo temu, tudi če bi se nekoga lotil Guardian ali pa BBC, je seveda jasno, da se ta napaka, da bo imela bistveno večjo ali pa zavajanje, lahko imelo bistveno večji doseg, kot pa nekaj, kar bo potem neka vladna služba objavila na svoji spletni strani kot popravek. Vse kaže, da se negativne zgodbe resnično bolje prodajajo, saj mediji le redko predstavljajo uspešne zgodbe podjetij, študentov, posameznikov, skratka uspešnih ljudi, ampak raje poročajo o krizi, neuspešni vladi, kako konfliktni so sindikati, kako nesposobni so politiki in športni direktorji.